Dober dan, vsem skupaj. Spet bom začel tako kot običajno. Hvala, da ste prišli na to našo Zoom kavico. Torej, ne vem, ena 83 je že po vrsti, tako počasi se približujemo 90. Upam, da bomo še do poletja to uspeli priti, tam nekje do 90-ke. Skratka, današnja Zoom kavica je neke vrste, včasih smo temu rekli ekonomsko-propagandni program, malo če rečem za hec, EPP, danes bomo malo propagirali Diopto, pa ne zato, da bi bila to plačena Zoom kavica ali karkoli, ampak nekako se mi zdelo, z Dušanom se poznava že leta in leta, pa pravzaprav se nikoli nisva takole pogovarjala, kakor se bova danes. Zmeraj je bilo tisto na hiter, pa samo tisto, kar so bilo problematične. Ne, Dušan? Tako kot si rekel, slow vision is low vision. Low vision is slow vision. Ja. Včasih se treba tudi čas vzeti. No, tako da bomo danes bomo, jaz upam, da boste danes se pripravili vprašanja, da boste ga vprašali iz prve roke, kaj se da pri Diopti početi. Zdaj naj povem čisto na hitro, Dušan Janković je pač diplomiral iz marketinga in je ustanovitelj, direktor podjetja Diopta, menda že kdaj od leta 90 ali 92. Ja, leta 90 sem firmo odprl, 92 jesen sem pa začel delati. Aha. Kako si pa prišel not v te vode z slepimi in slabovidnimi? Prav, pa še majčkeno nazaj zavrtela film. Moja osnovna izobrazba je gradbeni tehnik. Pri podjetju SCT sem delal približno 2 leti in pol, potem sem jih imel poln kufer in sem dal enostavno odpoved. Vmes je očetov kolega, ki je včasih se ukvarjal z eksport-import, se je takrat rekel, trgovino med Nemčijo in bivšo Jugoslavijo, in se je možakar ukvarjal s prodajo očal nekaterim tem, rečemo danes, verigam trgovin, sigurno se spomnite Getaldusa, ali pa recimo Sineoptik Novi Sad, pa Optika Beograd in te stvari. Rekel, pa zakaj ti ne bi tega počel? Pa sem jaz kar nekaj časa odlašal, pa sem se nekako začel tega malo po malo lotiti. Potem je prišla kriza z Markovičevimi tistimi markami 1:7, sem v eni banki denar izgubil. Kot rečeno, sem leta 90 odprl podjetje, da bi začel delati, ampak pol sem moral malo plane spremeniti in leta 92 se je kokvačem pa zdaj jaz početi. V gradbeništvu ne grem več, kaj znam delati, nekaj sem vedel o teh očalih, oziroma o optiki, ki sem se vmes naučil. Se rekel, ja nič, dajmo se tega lotiti. Potem sem prvo podjetje, s katerim sem začel delati, je podjetje Coil, to je eno angleško podjetje, ki v bistvu je specializirano za predelavo plastične oziroma akrilne plastike, in med drugimi so oni izdelovali tudi lupe. In ko sem se srečal z lupami, sem rekel, lup na slovenskem trgu ni, in ko sem se pogovarjal z gospodom Albertom Šlagerjem, on je žal že pokojen, zdaj že kar po moje 15 let, je rekel, pa sej lupe so pripomoček za slabovidne, sem rekel, zanimivo. No in potem iz tega se je razvila celotna zadeva, ker ta Albert Šlager je rekel, ti poslušaj, daj poklič tega mojega kolega, ki dela pri tej firmi, pa daj, a te zanima tole, a te zanima on. V glavnem celotna zadeva se je razvila do te mere, da sem imel tam, 94. 95. na očesni kliniki, ko imajo oftalmologi Ješetove dneve, to je nekaj taka, rečemo mini konferenca, mini kongres, sem naredil predstavitev teh pripomočkov, na začetku samo optičnih, in takrat je tale doktor Dovšak, ki je bil včasih direktor očesne klinike, me je po 10 obiskih imel malo poln kufer, in je poklical doktor Bolkovo,
sigurno se je kdo še spomne, a ne. In je rekel, Milica, ti boš vodila tole ambulanto za slabovidne. In tako se je potem cela zadeva začela, a ne. In skozi vsa ta leta so se v bistvu pojavljali novi pripomočki, čedalje širši asortiman, a ne. Se pravi, danes imamo v ponudbi od lupe kot osnovnega pripomočka za slabovidne preko teleskopskih očal za bližino, teleskopskih očal za daljavo, filter očala. No, se to še bova, ne. Jaz bi zelo malo te prekinil, oprosti, ne. Te prekinil, pa bi malo uporabil umetno inteligenco, ne, ko zdaj toliko se govori o tej umetni inteligenci, ne. In jaz sem tega mojega prijatelja Četa vprašal, takole, ali poznaš Diopto, a ne. Pa mi je odgovoril takole: kot računalniški program ne morem neposredno poznati ljudi, vendar sem slišal za besedo Diopta. Diopta je optična trgovina, ki prodaja očala, kontaktne leče in druge pripomočke za oči. Je tudi ime, ki se uporablja v optiki, v optometriji za merjenje dioptrije, ki je enota za merjenje refrakcije oči. Ali imate kakšno vprašanje o očeh ali očalih, z veseljem vam bo pomagal po svojih najboljših močeh. In potem sem ga vprašal, kaj točno prodajajo v Diopti. Diopta je specializirana optična trgovina, ki ponuja široko paleto izdelkov za skrb za vaše oči. Njihova ponudba vključuje očala za vid in sončna očala različnih znamk in modelov, kontaktne leče, pripomočke za nego in vzdrževanje očal ter drugo optično opremo. V Diopti lahko najdete tudi različne vrste stekel za očala, kot so enožarišna, progresivna in bifokalna stekla ter stekla z različnimi premazi, kot so proti bleščanju, proti praskam in UV zaščiti stekel. Poleg tega lahko kupite tudi športna očala, otroška očala in očala za delo na računalniku. Diopta ponuja tudi različne vrste kontaktnih leč, vključno z dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi lečami ter barvnimi lečami in lečami za korekcijo astigmatizma. Če potrebujete pomoč pri izbiri primernih očal ali kontaktih, vam bodo strokovno usposobljeni prodajalci v Diopti z veseljem svetovali in vam pomagali najti najboljše rešitve za vaše potrebe. Dušan, kak komentar? Umetna inteligenca, ne? Ja, ni najpametnejša. Poznam to zgodbo. Stvar je v tem, da pred, pa je mogoče 20 leti približno, ne, sem sodeloval z enim možakarjem gor iz Štajerske. Kaj ne rečem, na kratko, ukradel mi je ime. Ja? In je potem s svojimi partnerji v Srbiji odprl podjetje Diopta, kjer so delali korekcijska stekla, ne. In se spomnim, ko sem bil pri enem dobavitelju v Italiji, pa tam govorim z eno, kaj bi rekel, referentko, ne, pa prav, saj mi se pa poznamo, a ne. Se rekel, ne da bi vedel, a ne, pa imam precej dober spomin za ljudi, a ne. Ja, prav, kako ne, saj ste Diopta, a ne. Se rekel, ja, pa saj vi delate stekla. Se rekel, ne, to pa ne bo držalo, a ne. Ja, kako ne? No, in potem iz tega izhajalo, da so ta podjetja očitno nehala delati stekla, a ne, odprli so pa v Srbiji, pa mislim, da tudi v Bosni, optike, ki se imenujejo Diopta. Tako da jaz s temi očali, kontaktnimi lečami in vse te stvari, kar ti je ta umetna inteligenca povedala, nimam čisto nič. Ja, to je to. No, v redu. Ne, ampak je, dobro, v umetni inteligenci bomo še tako veliko slišali, ne, ampak meni je bilo zanimivo, ne, dejansko, kako to nabere skupaj, ne, in lepo pravzaprav v pravilni slovenščini, v slovnično pravilno ti vse lepo to odgovore napiše, ne, čeprav seveda, ne, spet je tukaj človek, ne, tisti, ki je, ampak. No, lahko še čisto eno tako anekdoto vmes povem, ne. Eno kolegico imam, ki dela pri zavarovalnici Triglav, ne, in enkrat, to je tudi več kot 10 let od tega nazaj, pa prav, me pokliče, pa prav, pa ti meni nikoli nisi povedal, da imaš optiko v Beogradu. Se rekel, saj jo nimam. Ja, kako nimaš, saj je Diopta. Ja, se rekel, pa ni moja, ali. Ja, nimam nič s tem, nič. Kot je pa ime Diopta sploh prišlo, Dušan?
To je pa staro že, kaj pa iz leta 87, 88. Jaz sem prej imel en SP, ker sem prej omenil, da sem prodajal tiste očala, a ne. In med drugim je bila dejavnost poleg prodaje teh optičnih stvari tudi prodaja diamantnih orodij za industrijo, a ne. In iz tega je potem nastalo ime. So diamanti, opta pa optika, a ne. In takrat je ta ime ostal. No. Ampak zdaj začel si oziroma če tako rečeva, ne, jaz upam, da bo deva začeti takole, če bo kdo, recimo, ki ni naš, ne, se pravi slep in slabovidna, ne, poslušal tole oddajo, jaz upam, da bo. Deva povedati, ne, mi imamo slepe, pa imamo slabovidne. Zdaj slabovidni so od 30% videa, ne? Tako je, tisti, ki ima manj kot 30% ostanka videa, ne, tisti spada med slabovidne. Ne? In zdaj na zvezi je okrog 4000 članov, a ne, medtem ko je recimo izven zveze jih je pa še cel kup, ne? Tudi taki prihajajo k tebi, a ne? Ja, vsekakor. Zdaj tako, jaz bom rekel, ja, uradno jih je okrog 4000, a ne, slepih in slabovidnih, vem pa z ljudmi, ki se srečujem tukaj pri nas, pa tudi recimo naokrog, ko grem ali na društva slepih slabovidnih, ali pa če me kakšen od, recimo, svojcev od kakšnega, ki ima težave z vidom, pokliče, a ne, pa včasih grem tudi kam na teren, a ne. Po moji oceni jih je vsaj 20 000 v Sloveniji. Tako, taka groba ocena. Kdo pa vse prihaja k tebi? Pa kako te najdejo? Ja, skozi dejavnost 30 let, a ne, jaz temu pravim minulo delo, a ne. Ja, tisto, informacije, ki se širijo 30 let, tako me potem najdejo, a ne. Nekaj informacij imam na internetu, potem obstaja spletna trgovina, kjer je tudi nekaj teh pripomočkov. Samo, tako bi rekel, moj poudarek je predvsem na tem, da je treba z ljudmi delati, a ne. Ni dovolj samo, da kupiš prek interneta nek pripomoček, a ne. Oziroma včasih je tudi to dovolj, ampak po navadi ne. Pristaš sem tega, da se preizkusi, a ne, in da se izbere tak optimalni pripomoček, a ne. Potem pa se pravim, reklama od ust do ust, reklama skozi vsa ta leta, potem sodelujem oziroma že od samega začetka z bivšo ambulanto za slabovidne, zdaj Center za rehabilitacijo slepih slabovidnih. Potem je to Soča, Zveza društev slepih slabovidnih, potem je Iris, potem so tudi že druge osnovne šole, srednje šole, ljudje, ki so zaposleni, potem vem, da pred parimi leti so me kontaktiral nek iz Celja, neka podjetje, malo sem pozabil, ko se ji reče, ki se ukvarja z rehabilitacijo, ne samo slepih slabovidnih, ampak tudi z drugih invalidov, a ne. Pa kaj je s tem, kaj še vse? Drugače pa na Aljaževi, a ne, v Ljubljani? Tako je. Od 9 do 5 popoldan, ali kako? Ja, načeloma je urnik od 9 do 5, sam tako je, če moram ven iti, a ne, me pač ni, zaprem. Ja. Tako da, ja. Tako bi rekel, ni da so neprestano ljudje tukaj, da pridejo, ne, ampak pridejo občasno oziroma se z njimi zmenim za dan in za uro in potem, da si vzamemo čas en za drugega, ne. Daj mi povej, no, v teh 30 letih so se pripomočki kar verjetno razvili, a ne? Je napredek ali je to v bistvu? Napredek je ogromen, a ne. Ne velik, ogromen. Zdaj, razvoj je bil tako pri optičnih pripomočkih, a ne, kjer so boljši materiali, nova spoznanja iz optike, a ne, čeprav fizikalne zakonitosti optike so take, kakor so že mnogo let, a ne. Predvsem recimo, kar se tiče recimo leč, a ne, boljši materiali, se pravi, da je propustnost svetlobe primerljiva s steklenimi lečami, s tem so pa zaradi teh novih materialov cele zadeve 2,5 do 3-krat lažje, a ne, kakor so bile včasih, a ne. Kar se pa tiče elektronskih pripomočkov, naj si bo to elektronski klub, braille vrstic, programske opreme in podobnih zadev,
tle pa, rekel tako, ne 2-3 leta je kar opazen napredek. No. Je, ne. No, mimogrede v Tehničnem muzeju v Bistri razstava o svetlobi, katero je tudi Zveza slepih dala, tako da pojdite si pogledati, če vas zanima točno, kaj je svetloba, ker je tudi prilagojena za slepe. Skratka, greva zdaj tako malo slabovidne pa slepe, a ne? Zdaj, za slabovidne so kaj? Lupe, očala? Lupa, teleskopska očala za bližino, teleskopska očala za daljavo, a ne. Zdaj pri lupah, kaj je pomembno pri lupah, to, da ima predvsem ta pravo povečavo za nekoga, a ne. Potem je pomembna prava osvetlitev. Osvetlitev je odvisna od tega, kaj je razlog za slepit, a ne, oziroma diagnoza ali pa bolezen, karkoli že, a ne. Potem velik poudarek je tudi recimo na ergonomiji, da lupa sede v roko, tako kot se spodoba, ne. Kar se tiče teleskopskih očal, tako kot sem rekel, a ne, zdaj, ne vem, če se kdo kaj spomne, še pred leti je obstajalo angleško podjetje Killer, ki je izdelovalo, ki je v bistvu začetnik teleskopskih očal za bližino in za daljavo, a ne. Da sem malo pozabil, kako temu Killerju bilo ime, ampak ta zadeva obstaja že, ne vem, 60-70 let, a ne. In oni so prvi bili in najbolj inovativni, s tem, da so pred cirka 10 leti zamrli in so prišli drugi na trg, a ne, z rečemo tehnično boljšimi rešitvami, z bolj estetskimi rešitvami. Tako da, ja, to. Naslednja zadeva, ki je zelo pomembna pri slabovidnih, so tako imenovana filter očala, a ne. Očala, ki povečajo kontrast in preprečujejo bleščanje. Oziroma za nekoga je dovolj samo, da preprečuje bleščanje, drugim je pomembno, da samo veča kontrast, a ne. Tako da ljudje, tisti, ki uporabljajo, težko so brez njih, no, enostavno. Največji problem pri slabovidnih je dejansko, kaj pridejo pa rečejo, da ima probleme z branjem, a ne, šele pol je televizija na vrsti, ne, ali kako to? Ja, seveda, ne, ja. Branje je, ko bi rekel, največja želja, največja potreba pri ljudeh, a ne. So pa tudi, sem pa kakšen primer, a ne, kjer je v bistvu vid za branje preslab, pa bi radi saj malo televizijo pogledali, ne. To je pa druga stvar, ampak takih je zelo malo, no. Branje. Branje, ne, dobro, to hvala Bogu imamo knjižnico poskrbljeno, da lahko ljudje berejo, če drugače ne v zvoku, a ne. Tako je, to je, seveda, vsakemu pravimo, ne, če ne gre z očmi, če ne gre s prsti, gre pa z ušesi, a ne. Leče so analogne, recimo temu, pa elektronske, a ne. Ja. Zdaj, v čem je razlika oziroma kaj je boljše? Ja, zdaj tako, ne, prednost elektronske lupe v primerjavi z navadno lupo je v tem, da imaš možnost nastaviti povečavo, a ne. Se pravi, če bi nekdo potreboval recimo za branje eno povečavo, za, ne vem, neko drugo opravilo, drugo povečavo, a ne, pri elektronski lupi imaš možnost nastaviti povečavo, izbereš tisto, ki ti tisti trenutek ustreza, a ne. To je ena stvar, druga stvar, ob veliki povečavi imaš veliko večje vidno polje, a ne. Potem pa še druga zadeva, ki je zelo pomembna pri elektronskih pripomočkih oziroma pri slabovidnih, je ta kontrast, a ne. Se pravi, če je ustrezen kontrast, je veliko lažje brati, kakor če je ta kontrast zelo slab, a ne. Zato so to tudi se zdaj gre na veliko za prilagajanje teh strani, ne, pa tam so tudi različne barve, a ne, gor. Tudi, ja. To malo ne vem, kako je že, daj mi pomagaj, no, sem že malo pozabil. Recimo, če ima retinopigmentozo, ima, ne vem, rdeče ozadje, ali kako je že s temi? Ja, zdaj tako največ primerov je takih, ne, čeprav vedno se najdejo neke izjeme, a ne. Recimo degeneracija makule je najpogostejša, so črne črke na beli podlagi, a ne. Dočim glavkom so bele črke na črni podlagi, retinitis pigmentoze so ponavadi rumene črke na črni podlagi, a ne. Vedno, ko se nastavi kontrast, recimo pri elektronski lupi, a ne, tako elektronske lupe imajo možnost nastavitve več barvnih kontrastov, a ne.
ampak vedno sta pozitivna in negativna kombinacija. Se pravi, nekdo, ki potrebuje črne črke na beli podlagi, si vedno izbere tudi bele črke na črni podlagi. Zakaj? Zato, ker če recimo lažje bere črne črke na beli podlagi, v roke pa dobi neko besedilo, neko zadevo, kjer je glih obraten tekst, potem samo pritisne na tipko, spremeni kontrast in mu spremeni v tisti kontrast, ki je njemu lažje prebrati. Lupe, jaz se spomnim, ko se je pojavil ta Luki, ta je bil kar neka taka zanimiva zadeva, ta elektronska lupa, s katero si lahko celo fotografiral, Ne, takrat si lahko samo zamrznil sliko na Luki. Ali zamrznil, pardon. Ja. Zdaj tako, tega Lukija, mi je glih prvič predstavil ta Albert Schlager, On je bil drugače iz Nizozemske, Saj verjetno vam je poznan, da so Nizozemci odlični trgovci, Marsikdaj sem slišal, da so sposobni tudi svojo mamo prodati, Samo da do denarja prišli. Židje. Ja, bolj kot ne, Židje so. No ja, v glavnem, on mi je prvič predstavil Lukija, mislim, da sem bil na enem sejmu, ali je bil to Side City v Frankfurtu, ali je bil pa sejem optike v Münchnu, zdajle se ne spomnim, ker je to že približno 20 let nazaj, In tisto je bila res ena prava mala revolucija, Ampak tako bom rekel, Luki v primerjavi z današnjimi prenosnimi elektronskimi lupami je bilo to, kaj ne rečem, igrača, enostavna zadeva, Tam si imel samo možnost vklop, izklop, spremeniti črno-belo sliko, ali je bila barvna, zdajle se ne spomnim, pa kontrast si lahko spremenil, pa zamrznil si lahko sliko. Pa ekran je bil majhen, pa še ta je bil format 4:3, ker kmalu po tistem so spoznali, da je boljši format 16:9, se pravi, da je bolj razpotegnen ekran, pomembno je pa to recimo pri večjih povečavah, da je več črk noter oziroma daljše besede, Pri Luki je bilo fajn, recimo, ko si šel v trgovino, pa si v bistvu, tam je bila cena, naprimer, je bila cena in si sliko zamrznil in si povečal in si videl, koliko je cena ali pa še kakšne zadeve. Tako je bil, zato je bil ta Luki zelo tak revolucionarni, Ja, v redu. Luki je bil, ne vem, če je bil glih prva elektronska lupa, mislim, da je imel Humanware prej še eno drugo, ampak ona je bila malo čudno narejena, mislim, ni bila tako dobra kot Luki, pa še mislim, da je bilo celo veliko dražji, Pa je bil pa Luki, zdaj je pa precej več konkurence, Ampak teh lup je, ne vem, bom rekel na tone. Jaz sem si v službi sposodil enkrat uno škatlo, ko so lupe not, ko ti verjetno uporablja za prezentacijo, Sem nesel domov, sem rekel moj tašči, ko je imela tudi problem s to makulo, je v bistvu sem rekel, naj si izbere lečo, pa je probavala te leče, pa jih pravzaprav, zdaj bi to imela, zdaj bi uno imela, vse so bile v redu, nobena pa ni bilo čisto prav, tako kot bi mogla biti, Ja, to je pri teh navadnih lupah, za različno uporabo, za različne namene uporabe, različne povečave in tako, če bi primerjal, rečemo, enega uporabnika, eden, ki bi imel navadne lupe, bi jih imel recimo 4-5 različnih povečav, ta drug ima pa elektronsko lupo, ki ima v bistvu vse te povečave noter, Poleg tega še, da lahko sliko zamrzne, da lahko spremeni kontraste in podobne zadeve, Darinka, kaj to kažeš? To je ena lupa od Švajcarja. Darinka, povej, ko si že glih... Ja, dober dan vsem skupaj. Jaz sem tudi preizkusila veliko lup. Nekaj časa sem imela eno, ki je bila kot pol jajca, kot jaz temu rečem, ovalna. Skratka, taka bučka. Ja. Tista, potem pa dokler nisem prišla do vseh teh, ker mi je doktor Pfeiffer vstavljal leče ICL. Zdaj imam tako, da imam v bistvu trojna očala pa lupo na telefonu, ampak še vedno
obožujem, če že moram karkoli oboževati iz tega svojega sklopa pripomočkov, ki jih ni veliko, je ravno ta lupa. Ta lupa pa predvsem zato, ker ima lučko. Lučka meni ogromno pomaga na tej lupi. Drugo kot drugo me pa moti, da ni večja površina. Ampak vse so mi povedali, da ne morem nositi, ne vem, za sabo enega velikega ekrana, ne. Zelo hitro berem in meni to, jaz preden, da to maham s to lupo po listu, je pa za vsakdanje opravila v trgovini, da pogledam ceno, da preberem deklaracijo, mi je pa ta lupa resnično najboljša izmed vseh. Vse morda še obstaja, tako kot je prej Dušan omenil, da gospe nič ni odgovarjalo, verjamem, ne, ker preden da sem jaz prišla do te lupe, sem tudi marsikaj, ampak ko sem pa to v rokah dobila in to čisto slučajno, pa sem zelo navdušena. Toliko o tem. Da je pač še navadna lupa mi bolj nekako odgovarja, kot pa to na telefonu, a ne. Mi je boljše. Lupa je osnovni pripomoček, najbolj enostaven za uporabo, najbolj priročen, pa tudi v bistvu najcenejši od vseh teh pripomočkov, ne. Zdaj slepi so pa malo bolj reveži, ne? Slepi imajo pa samo v bistvu Brailleovo vrstico, pa... Ja, imajo Brailleovo vrstico, imajo Brailleov pisalni stroj, nekateri delajo z zvokom na računalniku, a ne? Tako da... Kar nekaj stvari je, ne? To v bistvu tudi vse se pri tebi dobi, ne? Brailleova vrstica, programska oprema... Ja. Tako da... Zdaj, tako, kar se Braillovih vrstic tiče, je zdajle skoraj 2 leti, 2 leti je bilo jesena, ne, kjer je spet ena mala revolucija nastala, kar se tiče Braillovih vrstic, ne. Recimo Humanware je dal v sodelovanju z APH, se pravi American Printing House, eno Braillovo vrstico, ki se reče Mantis Q40, ne. To je v bistvu 40-celična Braillova vrstica, ki ima gor QWERTY tipkovnico. Deluje v bistvu na 2 načina. En način je tak, se pravi, če priključiš vrstico na računalnik, kjer je bralnik zaslonske slike gor kot klasična 40-celična vrstica, ampak ta drug način je pa veliko bolj priročen, se pravi, deluje kot elektronska beležnica, in lahko nese samo to vrstico, ki ima gor, ki je gor tipkovnica, klasična sabo in v bistvu imaš noter vgrajene menije, kamor pišeš, zapisuješ besedila, urejaš datoteke, urejaš knjižnico, polno takih stvari, datum, kalkulator, ura, Dobro, ampak koliko so pa recimo, dobro, ne bova zdaj o cenah, ne, ampak tele stvari so, sploh Braillove vrstice so bile včasih zelo drage. Kaj pa zdaj, se kaj pocenilo? Ja, Braillove vrstice so bile včasih, ne vem, kaj je to? En avto, mogoče 5 let nazaj, približno 5 let nazaj, ali pa mogoče majčkeno več, no. Tam 40-celična vrstica, ki je imela notranji spomin, pa Braillev tipkovnico na vrh, je bila okrog 5000 €, tako, naokrogel, ne. Da ne govorim pred, ne vem, 15 leti, 20 leti, je bilo to še, ne vem, 7-8 tisoč €. Ja, jaz, ko sem prišel na zvezo leta 99, so govorili o tem, da je Braillova vrstica v bistvu draga za en avto, ne. Ja, mislim, da je to predvsem odvisno, koliko celična je bila, ne. Pa še nekaj moramo vedeti, vse skupaj je danes veliko manjši, kakor je bilo včasih, Včasih vem, da so slepi nosili sabo vrstico kar v ruzaku, tako kar orank ruzak je mogel biti, da je vrstico sabo nesel, Danes je to, mislim, da je 9 centimetrov globoka, širina je za 40 celic, se pravi, 30 centimetrov, pa debela 2 centimetra in nič več, ne. Razen ta, ki ima QWERTY tipkovnico, pa recimo približno toliko velika, kot je recimo prenosni računalnik, ki ima tipkovnico, Ker sva glih pri ceni, zdaj recimo je tale in Mantis Q40 in ta druga vrstica od Humanwarea,
gre v cenovni standard, se pravi, da brez doplačila za naročilenca, ne. No, to sem te hotel vprašati tudi, kako pa recimo prideš do teh pripomočkov oziroma financiranja, ne? Uporabnik, kako pride? Uporabnik, recimo, če bi jaz, pač slep, ne? Kako bi prišel brez plačila oziroma ali pa vsaj sofinanciranja teh pripomočkov, ko jih ti prodajaš? Nič potrebuješ naročilnico, ki ti izda okulista, ne? Zdaj, v glavnem te stvari predpisuje v Centru za rehabilitacijo slepih slabovidnih, največji del, ne? Lahko pa tudi lokalni oftalmolog to predpiše, ne? Pomembno je to, da potem, ko ljudje dobijo naročilenco, da dajo na Zavod za zdravstveno zavarovanje v potrditev, ne? Zdaj v Ljubljani to tako naredijo, da že sam z očesne klinike direktno na ZZZS pošljajo naročilenco pa tisti zdravniški izvid, ne? Lokalno se morajo pa pač ljudje sami odnesti v najbližji ZZZS, da gre pa na neko komisijo ali neko odločbo dobijo in potem je to urejeno, ne? Potem pa lahko pridejo tule do nas, ne? In zrihtamo. Dve poti so, Aleš, takoj ti bom dal besedo. Dve poti so, ne, zavod, pa še ena zadeva je, ki ti sofinancira, zdaj ne vem. Ne, vrstica je samo pravica preko zdravstvenega zavarovanja. Ne, mislim tehnične pripomočke. Zdaj tako, dve vrsti financiranja sta. Ena je pravica preko zdravstvenega zavarovanja, to je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ne? Ta drug način je pa z vrednotnicami, te vrednotnice pa plačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, birokracijo pa ureja upravna enota. To sem hotel slišati. Aleš? Ampak to so dve različne skupine pripomočkov, se ne prekrivajo, ne? Predvidevam, Bova pol okrog tega še malo. Aleš, ti imaš besedo, nekaj si hotel vprašati. Lep pozdrav vsem, lep pozdrav tudi Dušanu. Aleš, Lep pozdrav. Jaz sem hotel samo omeniti, da sem kot slepa oseba potestiral tako Mantisku 40, kot tudi drugo Brailleovo vrstico, ki ima samo Brailleovo tipkovnico 6 oziroma 8 točkovno Brilliant by 40X in moram reči, da jaz v tem trenutku, da bi mogel kupovati Brailleovo vrstico, se vsekakor odločil, pa ne bom reklamiral za eno od teh vrstic. Vsekakor bi se odločil, ker praktično tudi Humanoid Brilliant by 40X je super Brailleova vrstica, ker ima vgrajen tako predvajalnik zvočnih knjig Daisy. Ponovno sem tudi spremljam precej posodobitve gor in vam povem, da dela odlično. Takrat sicer jaz še nisem imel v testu, ko je bila ta posodobitev za knjige prebirati, ampak moram reči, da glede same v bistvu tudi kvalitete, tako pik pa tako naprej, bi vsekakor, je pa v tem cenovnem rangu, skratka 3400 €, tako nekako, 3400. 3562 € pa 40 centov je skupaj z DDV-jem. Tako je. No, če lahko samo mečkam okrog te druge vrstice še povem, tako kot je že Aleš omenil, ta Brilliant by 40X je v bistvu osnova enaka kot pri Mantisu 40, s to razliko, da ima Brailleovo tipkovnico na vrh, pomembna funkcija pa tudi, oziroma lastnost je tudi v tem, da ima vgrajene stereo zvočnike, mikrofon in priklop za slušalke. Zakaj? Zato, ker ima noter vgrajen predvajalnik zvočnih knjig, in pa s zadnjo posodobitvijo je tudi tako, da ima, če izberete angleški, nemški, pa ne vem, kjer še jezik, da ima noter vgrajeno govorno sintezo, ki vas vodi pri upravljanju vrstice, Slovenščina je noter, slovenski so meniji, slovenske so kodne tabele, slovenska so navodila za uporabo, žal pa ni govorne sinteze v taki obliki, da bi jo lahko noter vgradili, da bi bila v bistvu zvočna podpora. Ja, tako je, to sem že dal tudi predlog razvijalcem, ker sem mislil, da bo to tako delali kot z bralnikom, da boš imel slovenski pač nastavljen, pa bo pač tako delali, dobro jutro, ampak ne, nažalost ne. Tako,
Dobro, še kakšno vprašanje? Ali pa kakšno, ne? V redu. Daj mi povej, zdaj ti imaš tudi, ko smo že pri predvajalnikih, a ne, ti imaš tudi različne te predvajalnike za Daisy, za MP3 in te zadeve so tudi različne, od čist malih do enih velikih, to... Ja, zdaj tako, HumanWare je v bistvu največji proizvajalec Daisy predvajalnikov na svetu, a ne, načeloma sta dva večja, a ne, oziroma HumanWare je največji, tudi drugi je Plextor, potem je pa še nekaj, recimo, manjših, in sicer, kaj je razlog, ne, Gilles Pepin, ki je direktor oziroma ustanovitelj firme Visuate. Visuate je predhodnik enega dela HumanWare, ki je zdaj, a ne, je tudi med ustanoviteljem oziroma prvimi člani Daisy konzorcija, a ne. Daisy konzorcij v bistvu določa pravila in te stvari, kar se tiče Daisy knjig, a ne. Se pravi, od samega začetka je noter, in sicer HumanWare ima v bistvu zdaj štiri različne predvajalnike, a ne. Trije so Victor Reader Stratus, naj si bo to Stratus 4, Stratus 4M ali pa 12M, a ne. To je predvajalnik, ki predvaja iz CD-jev oziroma tisti z oznako M tudi z SD kartic in pa USB ključa, a ne. Se pravi, imate lahko tri različne medije, na teh medijih je lahko zelo veliko vsebine. Vsebina je lahko, se pravi, zvočne knjige, kot so Daisy knjige, potem zvočne knjige v MP3 formatu, potem je to lahko glasba, podcasti in pa tudi besedilne datoteke. Zato, ker te predvajalniki z oznako M kot multimedija imajo vgrajeno tudi govorno sintezo, a ne. Se pravi, da enostavno date na enega od teh medijev Wordovo datoteko, a ne, in ta predvajalnik potem prebere to Wordovo datoteko. Zdaj smo spet pri slovenski govorni sintezi, a ne. Žal ni v taki obliki, da bi se dala v aparat vgraditi, zato smo takrat, ko smo delali posodobitve oziroma sploh lokalizacijo za Slovenijo, ne, smo dali noter češko sintezo, zato ker češka sinteza prebere ČŠŽ, angleška oziroma nemška pa tega ne. Ja. No, potem četrti predvajalnik od HumanWare je Victor Reader Stream, zdaj kako bom rekel, do zdaj, no, skoraj do zdaj, do današnjega dne, a ne, ali pa do pred enega meseca, je bil Victor Reader Stream 2. To je tak manjši aparat velikosti recimo enega telefona, starega telefona, ne zdaj te ta novi, ki so z ekranom čutljivim na dotik, a ne, ampak ima gor tipke. No, v glavnem, do zdaj je pa Victor Reader Stream 3, a ne. Tale Victor Reader Stream je pa v bistvu ena majhna škatlica, ki pa omogoča še precej več kakor Stratus 4 oziroma 4M ali pa 12M, in sicer predvaja iz SD kartic, predvaja iz USB ključa, predvaja zvočne knjige, kot sem rekel, Daisy ali MP3, glasbo, podcaste, besedilne datoteke, ima funkcijo diktafona. Če ga povežete na internet, se da dostopati do Wikipedije, do Wikivira, do specializiranih spletnih knjižnic za slepe slabovidne. Imate dostop do podcastov, do spletnih radijskih postaj in z Streamom 3, a ne, je še cela vrsta novih funkcij, nekatere so že implementirane, druge še bojo sčasoma s posodobitvijo programske opreme. Največja razlika v primerjavi s predhodnim Streamom je v tem, da ta Stream 3 podpira spominske kartice do 1 terabajt, a ne. Pomembno je to, da je pravilno formatirana tudi ta kartica. Zakaj do 1 terabajt? Zato, ker imate lahko gor ogromno vsebine, predvsem je pa poudarek na filmih za audiodeskripcijo, se pravi, na SD kartico si date film, a ne, in ga potem preko streama
poslušate audio deskripcijo oziroma tako, kot če bi gledali recimo na televiziji. Druga stvar, ki je zelo pomembna oziroma ki bo, ne vem, če je že, no, stvar je v tem, da imamo zdaj samo en demo aparat, ki nam služi za prevajanje ukazov, a ne. Prvo se moramo tega lotiti, potem se bomo pa lotili navodil. In sicer ta, da bo omogočal povezavo na Zoom oziroma na Teamse, a ne. Se pravi, en uporabnik se poveže na internet, se poveže, priključi na Zoom, tako kot danes na Zoom kavico in bi lahko preko tega streama spremljal Zoom kavico, a ne. Potem druga funkcija, ki je zelo pomembna oziroma ki je bila zelo zaželena, je Bluetooth povezava, a ne. Zato, da se lahko imajo ljudje brezžične slušalke ali pa brezžični tale zvočnik, ja. Halo? Nekaj sem zvok izgubil. Aha, ja, Silvo, izvoli. Mislim, da je Silvo ta HP, a ne, običajno. No, izvoli, medtem, ko sem priklapla, izvoli, Brane, ja. Samo to, da sem jaz eden prvih hlepečih, ki čakam na nov Viktor. Tako je. Ja. No, super. Imamo kar ene par. Prisegam na Viktorja in to je ena res nam slepim pisan na kožo aparat. Aha. Pa še vedno premalo prisoten in priznan med slepimi. Ja. Eni pravi, da poslušajo preko telefona, ne, in tako dalje, ne. Podcast je pa to, ne, če tudi je ta Viktor veliko bolj priročen. Vzameš ga v žep, pa slušalke na glavo, pa služi kjerkoli, a ne. Tako. Ja, nekdo nekaj hotel reči? Ne, Silvo? Ne, ni, ok, HP. V redu, kdaj je bil največji preboj s temi tehničnimi pripomočki? Zdaj v zadnjih 30 letih, recimo. Kdaj sem jaz naredil preboj? V ponudbi? No, recimo, ali pa nasplošno, ja. Ja, zdaj tako, jaz se spomnim podjetja Humanware, ko sem šel na kakšne tele sejme oziroma na kongrese Vision 2020 in podobne zadeve, a ne, oni so mi že, po moje tam druga polovica 90-ih let, so skupaj z Microsoftom naredili že eno tako, ko bi rekel, elektronsko beležnico, ne. Braille vrstice kot take so bile že prej, a ne, ampak oni so naredili kot elektronsko beležnico, a ne, ki je bila, ena od variant je bila tudi z tipkovanco v QWERTY, a ne, tako da. Ampak takrat so bile to, kaj pa je mogoče 20-celične ali pa, ja, 20 ali 24 celic je bilo nič več, a ne. Se pravi, z razvojem elektronike, računalništva in vsega tega je šel razvoj zelo hiter naprej, a ne, tako da. Pa ta razvoj mikroelektronike, a ne, da je vse lahko čim manjši, čim lažje, kar je po eni strani velika prednost, a ne, po drugi strani pa, če kaj crkne, pa zlepa ne najdeš, kaj je narobe, a ne, tako da. Ja, to je to. Ja. Aleksandra, a se slišva? Da slišimo glas od daleč, da pove, kako je pa to v Angliji. Imaš ti kakšne informacije? Ali je šla Aleksandra? A je šla v službo? Ne, pravi, da je prosto danes. Ja, vse vem sam. Ja, ampak izgleda, da, ok. Živja, še zmeri sem tle. Aleksandra, daj povej ti, kaj je v Angliji okrog teh pripomočkov, ti to imaš kak pogled na to, ali? Pač ne, tako poklicno ne, ampak trenutno tle je precejšna bitka med to tretjo generacijo streama pa med Sensplayerjem od Himca. No, ne vem, če to v Sloveniji, če imate v Sloveniji ta Sensplayer, oziroma če je kakšen drug distributer, ki ga uvaža.
Ampak, ja, mislim, tako sta zelo tekmujeta, no, kar se tiče popularnosti. Sicer stream še ni na voljo, kakor jaz vem, vsaj par tednov nazaj še ni bil, tle pri nas. Ga nimamo, ampak ta Sense Player pa je, no, tako in je kar zanimiv. Jaz kar poslušam, ker se odločam med katerega od teh dveh bi si prvošla. In se ne morem odločiti. Res, ker tako vsak ima neke svoje atribute, no, ta Sense Player je na Androidu, a ne, in tako baje se da tudi pač zloadati dol programe iz, no, kaj imate na Androidu, ni App Store, ta drug store, Google Store. Ja, neka Humanware, pa kakor jaz vem, nimate aj na Linuxu streama, ne? Ne vem, kako je, ne. V podrobnosti se ne spuščam. Ja, tako da, to vse, kar vem, no, tako je precejšnja bitka med tema dvema playerjema trenutno tle pri nas. Dobro, okej. V redu. Kaj pa še vprašati? A ima še kdo kako vprašanje? Meni počasi zmanjkuje. Mogoče bi ima kdo kakšne težave s tem, pa bi Dušan vprašal, ali pa Dušan ti bi povedal kako predstavitev, kako zadevo. Ja, saj ne vem, tako je, ne, ponavadi me ljudje sprašuje, kaj je novega. Meni se toliko novega dogaja skozi, da težko povem potem nekomu, kaj je zares za njega novo, ne. Tako da, ja, zdaj, ena zanimivost, ne, takrat, ko se je tale korona pojavila, ne, takrat je bila cela ofenziva različnih proizvajalcev za predstavitev novih pripomočkov. To je bilo noro, to je bilo, ne vem, 2krat na mesec sigurno predstavitev, to je novo, je novo. Zdaj se je mogoče majčkeno umiril, a ne, ampak ja, še zmeraj se pojavljajo neke nove stvari. Ena velika prednost, ki jaz vidim pri teh elektronskih pripomočkih, saj kar se tiče brajevih vrstic predvajalcev, ne, je v tem, da je tako narejena, da se ogromno stvari naredi softversko, a ne. Se pravi, ni treba zamenjati aparata, ampak samo posodobiš programsko opremo. A ne. Se pravi, ali da je izboljšana funkcionalnost, ali da so nove funkcije, ali recimo lokalizacija, a ne. Se pravi, nekdo, ki bi imel rad, ne vem, zadevo v slovenščini, a ne, samo posodobiš programsko opremo in v nastavitvah izbereš slovenščino in to zadeva deluje v slovenščini, a ne. Recimo tako je s temi vrsticami, ne, in Braillant in Mantis, a ne, ker imate v bistvu vse jezike, ki so na voljo vgrajene v vrstico, a ne, potem je treba samo v meniju poiskati slovenščina in ko date vi izberete slovenščino, a ne, imate že slovenske menije, slovensko kodno tabelo, slovensko razporeditev tipk gor, a ne. Tako da, to meni se zdi en tak velik plus, a ne. Pa še ena zadeva, ki sicer se ne tiče uporabnikov, ampak recimo pri prevajanju, a ne. Recimo od Humanwarea jaz dobim datoteko, a ne, s temi ukazi in potem je en program Poedit, a ne, in v bistvu samo prevode vpisuješ noter, a ne. In glih zdaj ko se lotevam prevajanja ukazov za stream, a ne, sem dobil spet datoteko, ampak je približno 2/3 ukazov že noter izpolnjenih. Zakaj? Zato, ker so isti oziroma enaki ukazi, ki se uporabljajo tudi v teh vrsticah, a ne. Tako da gre potem hitrejše naprej, ne. Ja, dobro, pri navodilih za uporabo je pa pač treba malo več časa si vzeti, a ne, oziroma malo drugačen način prevajanja je potem, ne. Ampak, kar se tiče vrstic, a ne, koliko sem menil, da so slovenska navodila, malo sem hotel to sam začeti delati, a ne, pa sem govoril s tole, kaj je že, Polono Carjevo,
pa prav, pa zdaj poklič Roka Mulca, a ne, pa ti bo naredil. In je res, Rok je prevedel, Rok Janežič je pa lektoriral, tako da so, mislim, da zelo v redu urejena navodila, no. Skratka, v redu. Ok, še kako vprašanje? Dobro, ok. Nič, bomo pa danes malo prej končali. Tako da, Dušan, hvala ti. Ja, za če bo tole. Kdorkoli bi imel kakršnokoli vprašanje, zdaj predlagam, da mi kar mail napiše, diopta@siol.net. Lahko me tudi pokliče, zdaj, če ne bom takoj dvignil, bom pač nazaj poklical, a ne. Če pa nam hmalo nazaj poklical, ne pa še enkrat me pokliče, no. Ja, številko lahko povemo, a ne? Ja. Je 01 5 Ne, kaj deva mobitel. A mobitel, v redu, Ja, ok, pa mobi, ja. Se pravi 041 730 590, a ne? Tako je. No, tako da lahko se ga pokliče, drugače imate tudi na strani Diopta, če napišete not, je tudi stran, spletna trgovina in vse podatki, tako da, kaj naj rečem? Nič. Hvala, V priliki Dušan. se pa vidimo v živo, a ne? Tako. Ja. Hvala, Dušan, hvala vam. Naslednji teden imamo spet Goloba, ampak ne Martina, ampak Tadeja Goloba, tako da bomo malo v kriminalkah, tako da dajte malo pripraviti, malo kako krpo pa... Malo lahkotnih zadev, ali kaj? Tako. Življenje je hujša kriminalka, a ne? Tako da v redu, no, pa se naslednji teden potem vidimo. Torej, kaj naj rečem, vesele praznike, veliko pirhov, dobro potico, pekočih hren, in v glavnem jaz upam, da boste zdajle tale vikend uživali. Vreme sicer ne bo, no, ampak za jesti človek ne potrebuje glih lepega vremena. Vreme bo, za vreme se ni zabata, ne? Skandinavci pravijo, da ni slabega vremena, a ne? Samo narobe si oblečen, kaj? Ja, tako, ne se preveč zrediti čez praznike. Vreme, vsaki primeru vreme. Ja. Vreme je. Vreme je. Ok, dobro je. Lepo se imejte, hvala vam, da ste prišli, pa se vidimo naslednji teden, kot se temu reče, v istem času, na istem mestu. Hvala za poslušanje. Hvala, naslednji.